Brane Magic Baloh in tvoja super ekipa, kako je bilo? Polfinale Talenta. Je šlo vse po planih? V redu vse. Je šlo vse v redu. Vse v redu. Vse po planu. Recimo, pri nas, ko rečeš iluzionist, čarovnik, prva asociacija seveda David Copperfield. Kakšna je razlika med tabo pa Davidom Copperfieldom, če odštejemo Klaudijo Schiffer pa kakšen $1 milijon še gor dal? Razlika je to, da ima on 100 ljudi vzadej, to, ki jih imamo mi v spredaj. Se pravi, treba je delati na manjših budžetih, pa biti potem bolj iznajdljiv, ne? Ja. Še kaj drugega? Na špil se treba pripeljati, sam nimaš svojega šoferja ali imaš? Imamo tudi. Ampak samo delo, samo po sebi pa v bistvu je isto, ne? Ja. Je ki bistveno drugače osnova? Ja, mislim, tudi on ne bi na takem odru brez scene, ne vem, kaj več lahko naredil. Še svoje scene in ljudi vzadej. Vidva ste se že srečala, je bilo to srečanje samo fotografiranje ali ste se uspela tudi kaj pogovoriti? Ja, smo se pogovarjali, enkrat smo bili skupaj na Dunaju, enkrat smo bili skupaj tle, ki je bil v Ljubljani, pred kratkim smo še kje bili. Se je bolj vprašanje, kaj ste se pogovarjala? Sam tako. Angliščina me je malo. Tako, samo vprašal je to, kje se ukvarjamo isto, sem rekel, iluzije, to. Ob tvojem v bistvu kvalifikacijskem nastopu sem v bistvu pomislil, kdaj je zginila iz naših televizij iluzija. Včasih je bil to tak zelo pomemben del TV šovov, zdaj pa kar ni. Zakaj? No, mislim, pri nas sploh, bom rekel, ni v takem velikem obsegu. So tudi iluzionisti, recimo balone, manjše stvari. Mi imamo tako, da rabimo recimo, da nas mora biti 8-10, kadar imamo kakšen večji nastop, kakšni kazinoji, kakšne dvorane, celovečerni nastopi, ki smo gosti. Drugače pa jaz tudi mislim, da pri nas ni tako, bi rekel, ni tako razširjen in... Malo zatonil to. No, čeprav se mi zdi, da to v zadnjih letih. Jaz, ko sem hodil v osnovno šolo, srednjo šolo, smo imeli tudi v šoli v bistvu nastope čarovnikov. Mi so bolj čarovniki, delamo. Vse v osnovi isto, ne? To ste velika skupina, družina. Ja. No, se zastopimo vsi med sabo, drugemu se kaj... No, drugače, mogoče nam pa lahko poveš, kakšna je razlika med čarovniki in iluzionisti? Iluzionisti, bom rekel, več je dela, več je vaje, več je tega transporta, mislim, ni več vaje. Vsaka zvrst čarovnije je po svoje, od manipulacija recimo še najtežja, kot recimo v športu atletika, je bolj tako, res, tlej pa drugega napora več. V večjem obsegu, vse je več. Vse je več naglomazno. Več se na šovu dela, ne? In tako, ko si rekel, res bi pri nas bilo dobro, da bi v vsakih takih šovah, ker vzunaj to v tujini, skoraj povsod so ali čarovniki. Če leš, ne vem, Veten das ali pa take, Veten das pa take oddaje, recimo v tujini, to je klasika zraven, ne? Ja, to je obvezen zraven. Primerjam recimo z Marijem, kjer jih res nisem videl že zelo dolg, ne? Skupina Fenomena, kje se vas da videti? Fenomena. Zdaj takole, smo drugače še en čarovnik, smo skupina, še 2 asistentke imamo, nas je več. Zdaj na to smo se prijavili, bom rekel, s pol ekipe, ker je tudi časovno ne bi vsi mogli vse izvedeti. Že kle smo malo krajšali. Recimo 2 minute za tak nastop je zelo kratko, ne? Ja. Verjetno ne moreš pripraviti občinstva niti na vrsta, ne vem, punchline. Mogo bi recimo imeti glavo in rep. Mi smo imeli načrt. Mislim, pri vas je zelo pomembno, da pripovedujete zgodbo, ne? Mogoče tega tukaj ne moreš, ne? Od pojavljanja, recimo, če bi šlo vse, da bi imeli vsaj še minuto pa pol, da bi bilo pojavljanje, iz pojavljanja to, kar smo zdaj naredili, pa recimo pa še izgine kakšen. Da bi bil v kokarin. Recimo prvi pesmi, kakšen venček. Domači. Te je že kdo kdaj poklical na pomoč, da bi mu, ne vem, odčaral taščo, jo prerezal na pol ali pa kaj podobnega? Ja, ne, to so bolj tako, bom rekel, govorice, daj mojo not pa na pol pa to pa, ja. Si prepričal, da so sam šale, da ni bilo mišle bolj resno?
vsake šali nekaj resnice. Recimo, najeli bi te zdaj lahko tudi kakšni tajkuni, da jim pričaraš kakšen milijonček dodatek. Ja, če bi bilo to možno, ne bi jaz telim kufram okoli trapal. Če to doma naredil. Brani ekipa, najlepša hvala za prvi pogovor v reviji Stop. Navijamo za vas, pa seveda upamo, da se čim prej spet vidimo na kakšnem odru, če ne že celo v finalu, ne? Ja, upajmo. Hvala lepa.